Daj še unga ta novega raba. Kam si ga pa dal? Tam gor mora biti nek, no saj po mojem ne moreš peliti, saj jih ni veliko. Pa ni veliko nič iz res, čakaj. A je tole škatla? Je una taka kitajska, saj boš videl, tak, piše gor, obogateni uran. Dobro. Ta, ne? Ja, Evo. tako, zadnja pošiljka z Kitajske, direktno iz Shenzhena, OnePlus 2. Nad OnePlus Oneom sva bila precej navdušena. To je bil prvi tak premium Kitajske, da se je precej navdušil in tudi takrat, ko smo razmišljali, na kakšen način ga naročiti prek Kitajske, je bilo tudi na Twitterju in povsod veliko te debate. Vsak, ki je kupil, lahko pol koga povabil, ki je dobil vabila in je bil kar lansko let ta lov za tem telefonom OnePlus One je bil kar krepek. Ja, se zdaj pa tudi za OnePlus tudi kar precej lova, čeprav se nama pa zdi, da ni toliko upravičeno, ker nekako najmanj navdušuje kot lanski OnePlus One. No, pa pojmo en korak nazaj. Ja. Kako sem raz sploh prišla od tega telefona? Ta telefon so nama, kot sem rekel, poslali so nama ga direkt iz Shenzhena. V bistvu sva ga dobila na test, prav čisto. Direkt z Kitajske. Direkt z Kitajske, direkt od proizvajalca. Tako da zdaj nama je že kdo tudi malo zavisten na Twitterju, ker pač misli, da sva preskočila kakšen tisto stopnico, kako prideš do tega povabila in da sva ga kupila, ampak to ni čist res, ker v bistvu zdaj ga imava na testu in pol ga sva ga začasno uvozila in pol ga pošljeva nazaj. Kar je Vso papirologijo in z vsem. S tem, da je ta papirologija posebna radost, zaradi tega, ker ta telefon je iz Shenzhena do našega carinskega skladišča prišel koliko? V enem dnevu. Ja, dan pa pol recimo, zdaj če upoštevamo še pač časovno razliko, bi rekel, ok, 2 dni recimo rabi. 2 dni bruto. Nič dosti več, kot če bi nekje ga tukaj po Sloveniji ali pa iz Evrope poslal. Recimo zadnjič sem nekaj naročil iz Nemčije, je prišlo v 3 dneh, tole je prišlo v 2 iz Kitajske, tako da S tem, da smo pohvalno. Pol je pa trajalo tudi malo zaradi tega, ker smo pač mi neizkušeni s temi začasnimi uvozi, ker nismo pričakovali, da bo sploh to prišlo iz Kitajske. Jaz sem nekako računal, da bodo nekje iz Evrope poslali, kot so recimo lanski OnePlus One, ko si ga kupil, je prišel iz Evrope, iz Anglije, ta je prišel pa iz Kitajske in pol smo pač morali urediti to papirologijo. Ampak zdaj je telefon tukaj in lahko kaj poveva o tem, kako se te premium Kitajci obnesejo, ker tukaj imamo potem še en model, to je Huawei Mate S. Ki so ga predstavili na IFI. Ja, ki je pa tudi en tak, eden prvih poskusov kitajskih podjetij res iti tudi v ta iPhonovski cenovni segment. Ne samo narediti tako dober telefon s tako dobrimi materiali, specifikacijami in vsem, ampak tudi ceno postaviti. Tam se začne 650 evrih, pa še 700 evrov za 64 giga različico ali pa za ono, ki ima pa zaslon, ki zaznava pritisk, se pravi Force Touch, bo pa še dražji. Tako da Kitajci zdaj tudi dejansko poskušajo tako po vsem nekako vstopati v tisti del trga, ki so ga do zdaj obvladovali Apple, pa mogoče še deloma Samsung, pa še Ja, ker to je res velika sprememba, zato ker kaže, da je očitno vse te veliki izdelovalci, ala OnePlus, pa predvsem Huawei, da imajo že toliko samozavesti, da upajo tudi na zahodnih trgih ponuditi kitajski telefon za 600 in več evrov. Kar je definitivno taka letošnja novost. Ja. In zdaj pa vprašanje. OnePlus One smo bili navdušeni takrat v tistih časih. OnePlus One je bil v redu, ker tista stvar je bila 300 evrov, kar je bila res dobra cena za glede na to, kaj si dobil v telefonu, dosti zmogljiv procesor, 3 GB RAM, velik zaslon, Full HD, relativno dober. Fotoaparat se je na koncu izkazalo, da ni tako dober, kot so govorili, da je, ampak še zmeraj ni bil pa spet ne tako slab. Predvsem pa dober software je bil gor. Imel je Cyanogen mod. Cyanogen je bil gor in je res, stvar je bila fajn, zelo si jo dal prilagoditi po svojih željah, zelo lepo je delala, brez kakršnega koli zatikanja, tako naprej. Ni bilo običajne navlake, ki imajo Korejci po Japonci zraven. Lepo izgledal. Zdaj tale dvojka je pa malo drugačna, no. Tukaj vmes so se Kitajci, OnePlus in pa Cyanogen nekako razšli, so se skregali in tukaj je zdaj neka verzija Androida, ki ji rečejo Oxygen OS, se pravi kisik, ki jo delajo te
Kitajci sami. Zgleda pa zelo podobno kot recimo ta čist Google Android z nekimi dodatki. Telefon je dražji, zdaj stane 64 gigabajtna verzija 400 evrov. Pa ima nekaj dodatnih zadev, ki jih pač lanski ni imel. Tukaj se vidi, da so pač hoteli narediti še kakšen korak naprej. Ampak zdaj, če uporabimo zelo zguljeno, pa zelo tako meni zoprno športno frazo, so nekako pregoreli v preveliki želji. Ja, res, ta telefon ima spet tiste običajne kitajske pomanjkljivosti, ki so jih imeli telefoni pred parimi leti, ker so enostavno vsi tekmovali samo v specifikacijah. V smislu, če ima Samsung, ne vem, 2 SIM-kartice, mu bi dali 3 SIM-kartice. Če bomo prav na tako neumno smo pa mi dali še več, če bomo te 4K, bomo mi 8K, ampak enostavno to ni tisto, kar uporabniki danes in hočejo in pričakujejo. Ja, predvsem tukaj se vidi, da je slaba, mogoče tudi zaradi tega, ker so pač se razšli s Cyanogenom, ki pač zna delati software in so šli na svoj razvoj in se vidi, da nimajo toliko izkušenj, znanja in vsega skupaj. Je ta integracija hardvera pa softvera slaba, pomanjkljiva. Stvari ne delajo tako, kot bi mogle. Pa verjetno bi se to, marsikaj od tega, kar me moti pri tem telefonu, bi se dal z boljšim softverom rešiti, ker recimo ta tipka pod zaslonom, ki ima zdaj čitalec prstnih odtisov noter, pa še zmeraj je tudi lahko uporabljaš za tipko domov ali pa še za kakšne bližnjice, lahko tudi imaš zaslonske tiste tipke. Kadar dela dobro, no, pač vsaj za prsten odtis. Lahko se pa odloči, da pa zdajle pa trenutno pa ne bo delala. In pol greš noter z geslom in ko spet ugasneš zaslon in ga spet hočeš nazaj vklopiti, pa spet dela, tako, čisto naključno. Pol recimo tudi, če jo uporabljaš za to funkcijo domov, je tako nezanesljiva ali pa počasna. Ne veš čisto točno, a je reagirala ali ni. In pol v tem, ko še enkrat pritisneš, pa že ali sprožiš fotoaparat, ker imam recimo nastavljen na dvokratni pritisk, sprožiš fotoaparat, ali pa če malo dalj časa zadržiš gor, se ti pa odpre pomočnik Google Now. Se zmede. Ja, pol recimo so take neumnosti, kot če ga daš iz letalskega načina, ga vklopiš, pa recimo imaš 2 SIM-kartice noter, eno aktivira, drugo pa ne. In ga moraš resetirati, pa potem se obe mreži priklopi. Pa si omenil baterijo. Baterija je tudi tako, no. Na začetku je bila sploh zelo slaba, pol se je malo nesla, da treba pač par teh ciklov polnjenja narediti. Ampak še zmeraj ne drži nič kaj boljš kot pri OnePlus One, kjer že tako nisem bil pretirano navdušen nad njo ali pa včasih še slabš. Se dogaja, da kar zelo hitro spije, pa tudi telefon, ker ima ta procesor Snapdragon 810, ki je razvpit, kar se tiče porabe pa predvsem pregrevanja, in ga tudi očitno niso znali v softveru dosti dobro ukrotiti, in se telefon kar fajn greje. No, nasprotno pa po približno 3 tednih intenzivne rabe s Huaweiom Mate S nimava pravzaprav nobenih težav. Dejansko je izkušnja v redu. Recimo bralnik prstnih odtisov, ki je bil do pred kratkim kar ena od kakih večjih problematičnih strani pri telefonu. Ja, ali pa zelo velika prednost Appla, recimo, predvsem ostalim. Je čist Applovski, kar pomeni v trenutku, ko pritisneš ko daš prst samo gor, v bistvu. Samo daš prst gor in ga že prepoznava, oziroma je tako narejen, da sploh ni treba, pač čitalec je skozi aktiven in sploh ni treba nič posebej pritiskati ali pa kaj, ampak samo prisloniš prst in se aktivira. Zanesljiv nisem imel še nobene težave. Procesor je majčkeno bolj eksotičen. Ja, pač njihov Huawei-ov. En kitajski Octa 8-jedrni procesor, ki je tudi... Dela zelo dobro tako, v normalni uporabi vse dela zelo dobro, mogoče pol v kakšnih igrah se malo pozna, da ni čist naravni. Samsungovih ali pa Applovih ali pa teh hudih Snapdragonov, ampak dobro, to so že malo take, no, finese. Pa recimo baterijo, oziroma upravljanje z baterijo je zelo v redu, recimo ta, ko ni aktiven, recimo, če ga imate zgolj priključenega, ampak z vsemi funkcijami pa updati, mislim, da je držal celo en teden. Zelo malo pokur. Zelo malo pokur, če ga ne uporabljate, in normalno kur takrat, ko ga uporabljate intenzivno. Ta njihov en tak kitajski Huawei skin
pa tudi ni nadležen. Ja. Dost malo je tega bloatwarea, zelo malo je navlake, tak čisti, Tudi zelo čist Android 5. Ja, v enih delih je tudi zelo estetski, no, kakšne recimo te ikone pa to niti ne, ampak če greš pa gledat, recimo te menije zgoraj, bližnjice pa to so pa zelo lepo narisano. Tako da, Mene recimo mal me moti fotopad, ki je sicer dober, sem tipala v redu pa to, ampak imajo pa procesiranje tako nastavljeno, da je malo preveč agresivno. No. zelo agresivno, pač zelo to ostrenje, kontrast in saturacijo, to, našpona face. In je škoda zaradi tega, ker se mi zdi, da ja, točno to, da sam tipal niti ni napčen, ampak je pa res, da imajo to obdelavo, da iščejo še kakšno aplikacijo, ki je bila manj agresivna. Ja. No, ker tudi pri OnePlus 2 je tudi fotoaparat je kar konkretno izboljšan. V primerjavi s prejšnjim, mislim, je bistveno manj šuma, več detajlov in tako naprej. Je pa spet stara pomanjkljivost to, da je počasen. Ker malo počasi procesira, sploh če delaš kakšne HDR. Traja 2 sekunde ali pa 3, da ga obdela. Pa še rezultat je pol malo čuden, no, ker ostali se vseeno malo bolj potrudijo in poskusijo tam, ker je presvetljeno, pač zmanjšati tisto presvetlitev, pa tam v sencah kaj ven zuleči. Tale pa predvsem tisto, kar je v temnih delih, zelo posvetli, tisto, kar je pa zadaj recimo svetlo, pa pusti tako, kot je. Tako da je pa tak zelo čuden efekt pride na koncu iz tiste fotke ven. Tako da, če se vprašamo, tako kot so se ustvarjalci nekdanjega Top Geara pred parimi leti, ko so šli prvič na Kitajsko in so rekli, ali so kitajski avtomobili že taki, da bi jih hotel kupiti tudi zahtevnejši evropski uporabnik in če namesto avtomobile uporablja telefone. Mislim, da je majhna razlika. No. Telefoni so kar precej naprej, kar se tega tiče. Recimo, oba dva telefona bi v bistvu se da čisto normalno uporabljati. No, se ne rečem, tudi OnePlus tu, mogoče, ko še pride še kakšen popravek programski, zna biti čisto fajn zadeva. No, pa tudi verjetno je to najna kritika tukaj, verjetno tudi zato, ker je bil predhodnik. Predhodnik je bil tako fajn, da smo mogoče malo tudi, smo imeli malo više pričakovanja in pa naj tole mečkan razočarali, ker so pač hoteli so narediti 2 koraka naprej, pa so hkrati naredili tudi 2 nazaj. Pa pač svičali so toliko ceno, da spet ni več take bistvene razlike, ker recimo zdaj, ne vem, LG G4, ki je zelo v redu zadeva, sicer ima tudi stvari, ki me motijo, recimo tale je mogoče celo boljš narejen, tako kar se tiče materialov, pa to se ga v tujini dobi zdaj že pod 500 evri, kar tam že bi rekel, da je bistveno boljša izbira, kot pa tole za 400. Očitno so se Kitajci odločili, da v višjem cenovnem segmentu enostavno ne bo več to, da boste dobili enak dober ali pa primerljiv dober ali pa skoraj toliko dober telefon za pol cene. To najverjetneje tudi pri Kitajcih ne bo več šlo in da bojo tudi oni precej tako naredili dost ostro ločnico med tistim, kar dejansko lahko kupite pod 200 evri in pa tisto, za kar bo še zmeraj treba dati 500 ali pa več. Ja, sej. In tudi v bistvu zelo se vidi pol razlika med enimi in drugimi, ki se v bistvu dobiš za 200, 250, 300 zelo spodoben telefon, ampak pol, ko greš pa gledati te podrobnosti, čitalec prstnih odtisov, dober fotoaparat, dobri materiali, odzivnost zaslonki je res tak, da ga je veselje pogledati pa tako naprej. Take stvari pa še zmeraj stanejo 500 in več. Ja, imaš kaj.